To je Radio 1 podcast. Petje Ekstra torek, danes ura, ko dajemo prostor človeku, ki stoji za velikimi zgodbami, tistemu, ki ga pogosto ne vidimo, ampak brez njega stvari preprosto ne bi obstajale oziroma delovale. Ta trenutek nas lahko gledate v živo na radio1.si, na svoji domači televiziji, na kanalu Radio 1 TV, lahko nas seveda poslušate na Radio 1 na vseh možnih frekvencah, kasneje pa bo ta pogovor, tako kot vsi do zdaj, na voljo tudi na Enkinem YouTube kanalu, na radio1.si in seveda na večjih podcast platformah. Ok, no to je z nami človek, ki skrbi, da tisoči dihajo kot eno, človek, ki organizira dogodke, kjer se podrejo meje in podirajo rekordi. Človek iz ozadja največjih zimskih športnih trenutkov pri nas. Povej, kdo si in kaj počneš. Ja, lep dobro večer. Torej, ne kdo sem, to najbrž niti ni tako pomembno. Pomembno je, kaj ustvarjamo. To vedno radi rečemo organizatorji dogodkov. Torej, ja, največji slovenski športni praznik, Planica, svetovni pokal v smučarskih skokih, smučarskih poletih. Sicer pa ne smemo v senci Planice pustiti tudi vseh ostalih, ki so nekako zimski dogodki, torej tako svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske, ta vikend svetovni pokal v alpskem smučanju za moške, torej pokal Vitrans, ki ga ne smemo pozabiti. Ne nazadnje vmes tudi Ljubno, kjer gostimo ženske skoke, pa seveda biatlon, Pokljuka, deskanje na snegu, na Rogli in tako naprej. Skratka, v senci največjega jih je še kar nekaj, ki ustvarjajo to zimsko pravljico. Okay. Še samo to bi še dodal. Slišal sem, da imaš še lepo ime. Ja. Rabimo tvoje ime in priimek. Tomaž Juštršič, ja. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je... Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Rekel si, da si v senci, čeprav niso vsa prizorišča v senci, nekatera so tudi osončena. Če se le da, čim več njih, seveda. Ja. Torej, ne samo z naravno sončno svetlobo, pravijo, da ljudje naredimo, da so te dogodki tudi sončni, kolikor skrat se le da, seveda poskušamo poskrbeti za to, kajti če potekajo še v lepem vremenu, pa to še toliko lepše. Dobro, na kratko, v 5 besedah, zakaj vse skrbiš ti na teh dogodkih? Torej, v tem trenutku je fokus naš seveda in že nekaj časa Planica. Torej, kot generalni sekretar tega tekmovanja je pač seveda potrebo poskrbeti za praktično vse, kar si predstavljamo, da je od tiste črke P pa do črke A, kar vse tvori Planico. Seveda pa nič ne bi bilo možno brez res požrtvovalne, predane, profesionalne in seveda skrajno zavzete ekipe, skoraj 650 sodelavcev, ki skrbijo za to, da se v slabem tednu zgodi vse to, kar lahko v Planici spremljamo praktično že 92 let, torej tradicija, ki je res zavidanja vredna. Ok, in preden se potopimo v sredico vsega skupaj, Planica in vsi ostali dogodki, ki si jih omenil pred minuto, so delo, ki traja 365 dni na leto. Ne? Ljudje si mogoče predstavljamo, da se to reši v enem mesecu, ampak... Zanesljivo so to dogodki, za katerimi nekako organizacijski dežnik drži Smučarska zveza Slovenije. Nisem sam odgovoren za vse, da ne bo pomote Planice in seveda temu, čemu smo včasih rekli Zlata lisica, sedaj pa svetovni pokal za ženske v Kranjski Gori, tu v vlogi generalnega sekretarja, sicer pri drugi moji kolegi, ampak vse to tvori to zimsko zgodbo, katerim dajemo nek skupen imenovalec, torej in rečemo junaki zime. Seveda to niso samo naši športniki, to so tudi vsi ti sodelavci, ki te dogodke ustvarjajo. Ampak vseeno, zdaj bi še skočil, mene vedno matralo, generalni sekretar, kaj točno počneš? Res, generalni sekretar tega, generalni sekretar onega, ne? Pravzaprav od sedenja v pisarni, načrtovanja, organiziranja, koordiniranja vseh kolegov, ki skrbijo na nek način za vsak za svoje področje, tako od tega športnega dela pa do prevozov, logistike, ki mora poskrbeti za to, da se vsi gledalci, vsi športniki o pravem trenutku na pravem mestu, nihče ne želi ničesar zamuditi. In pa seveda do tistega, ki potem tudi na samem terenu pozdravlja naše goste, pozdravlja športnike, sodeluje na sestankih, vodi tekmovalnih ekip. Ne vem, vsak večer seveda stoji skupaj z vodji področji, poskuša narediti še kaj bolje, še kaj več,
Vse to. Okay. Si kdaj preveril, koliko telefonskih številk imaš v imeniku? Oba telefona sta polna in vsake toliko časa ugotovim, da mi kakšno izbriše, ko želim kakšno novo vnesti. Ne gre drugače. Torej, gremo kar v številke. Koliko ljudi stoji za planiškim spektaklom? Dobrih 650. 650, Kranjska Gora. 350. Okay. Ljubno. Ja, za Ljubnim bi morali povedati, fantje, ki sicer tam to organizirajo, si predstavljam, da nekje podobna številka, nekih 300. Okay. Leta in leta si bil na Pokljuki, biatlonski spektakel, koliko jih je tam? Ja, tudi več kot 500. Več kot 500, ok. 400-500, ja. Ma to si plačanci, so prostovoljci tudi? Večina prostovoljci. Wow. Rečemo tako imani športni sodelavci, športni volonterji. Navdušenci, ljudje, ki leta in leta verjetno sodelujejo v športu, ne? Zelo srcem, zelo čutijo šport, brez njih bi slovenski šport, in predvsem, ko govorimo o organizaciji velikih dogodkov ali pa na ravni klubskega dela, ta šport najbrž je umrl. Kako je možno, recimo, ti, ki si tako vpet v te dogodke, da na Ljubno pride več kot 10,000 ljudi, drugam pa ne? Krasno, fenomenalno. Slovenija je, kar se smučarskih skokov tiče, tako ali tako nekaj posebnega. Ja, trdnjava. Sedaj res trdnjava, tako v moških kot v ženskem delu. In ja, tukaj tudi televizijske gledanosti, vse meritve, obiskanost in tako naprej, praktično ni razlike. Tudi ne nazadnje vrednotenje tako moške kot ženske reprezentance praktično ne pozna razlik. Za razliko od seveda še vedno bolj tradicionalnih dežel, kot je Nemčija, morda Skandinavija, kjer so te razlike večje, kot si bi želeli. Ampak Slovenija je pravi dokaz tega, kako zelo enakovredno poskušamo vrednotiti tako ženske kot moške smučarske skoke. Kaj, če recimo v Planico, če bi bil letos tak naval, da bi hotelo priti 100,000 ljudi na en dan? Ja, težko je. Kje imate omejitev? Ne moremo jih sprejeti, to je dejstvo. Limiti so postavljeni nekje pri 35,000 obiskovalcih. To je tisto, kar dolina pod Poncami prenese in seveda na to smo tudi pripravljeni, ne nazadnje. V letu 2016 so bili te limiti doseženi, tudi seveda že kakšno desetletje predtem, v letu 2010 naprimer, in tako. Skratka, kaj kaže za letos? Kaže, da bomo blizu tem številkam. Seveda se veselimo tega, smo pa po drugi strani tudi previdni in seveda načrtujemo vse tako, da bo tudi počutje in ugodje vseh tistih, ki bodo prišli v Planico, kar čim večje. Jaz upam, da bo število tistih, ki si bodo hoteli ogledati Planico, točno takšno, da ko bo zadnji hotel vzeti karto, da jo bo dobil, naslednji, ki jo ne bo želel, pa jo ne bo dobil, torej da bo izpolnjen limit do zadnjega. Ampak tako, če imate dosežen limit, a prodate še 3 karte več? V tem momentu, torej 3 karte gor ali dol, te limiti niso tako zacementirani, da bi se šli dejansko v 10 kart. Seveda, ko govorimo po nekaj 100 ali nekaj tisoč, je pa to te limite treba spoštovati in seveda jih tudi strogo jim slediti. Ne nazadnje gre v prvi vrsti za varnost in šele potem za vse ostalo, kar ljudje pričakujejo na prizorišču, pa seveda že na sami poti do tja. Logistika in načrtovanje logistike je eden izmed zelo, zelo pomembnih dejavnikov organizacije tako velikega dogodka. Kakšno vlogo ima to, da so naši športniki, recimo letos Domen Prevc, pa Nika Prevc, tako pri vrhu? Je to dodaten vpliv in pritisk na Planico? Je to še večji zalogaj za organizatorja? Ali to ste pač navajeni? Saj so sedaj že kar nekaj let. Res ta letos tako Domen kot Nika seveda že kar nekaj let, Domen pa izrazito letos dominantna v tem športu. Seveda se to odraža tudi na uspešnosti potem prirediteljev in organizatorjev dogodkov v Sloveniji. Omenili smo Ljubno, seveda so tudi uspehi slovenskih skakalk zanesljivo doprinesli k temu, da je Ljubno v zadnjih letih dosega te skoraj da že limite obiskanosti. Seveda pa vsi organizatorji dogodkov stremimo, predvsem športnih, stremimo k temu, da
športno tekmovanje postane dogodek. Ko postane dogodek, potem je tudi manj odvisen že potem od rezultatske uspešnosti, predvsem domačih tekmovalcev, in to, kar krasi Planico že več let, navijači, ne samo slovenski, seveda še vedno v večini, ampak tudi vsi ostali. V Planici se navija za vse. Torej, hipotetično, če bi imeli pač slabo sezono, slabe skakalce, da prije slaba generacija, bi Planica še vedno furala naprej in še vedno bi bila. Težko verjamem v to, ampak hipotetično. Zelo hipotetično. Jaz mislim, da Planica 92 let tradicije je kar precej imuna na to in mislim, da Slovenci jo imamo tako radi, tako smo si jo vzeli za svojo, da bomo enostavno lahko tako tudi brez rezultatov. Pred par dnevi smo slišali, da je Peter Prevc postal tvoj direktor. Kaj zdaj pomeni ta funkcija? Predsednik organizacijskega komiteja Planica. Torej, najvišja funkcija, ki jo naša organizacija, torej organizacijski komitej Planica nosi. Velika čast, da je Peter to funkcijo sprejel. Menim, da bo lahko veliko doprinesel k sami organizaciji. Kot bivši zelo, zelo uspešen tekmovalec ima zanesljivo drugačen pogled kot mi, ki smo organizatorji. Seveda pa tudi ta njegova energija, te njegove izkušnje, ki so morda nekoliko drugačne kot naše, bo zanesljivo dopolnile ta mozaik organizacije Planice. A to pomeni, da v primeru, če zmaga, ko zmaga Domen Prevc, da bomo Perom brat mu dal medaljo? Torej, tudi to je možno. Zdaj, podeljevanje globusov je načeloma domena tako mednarodne smučarske zveze, ampak seveda, če ni prisotnih bodisi njihovih predstavnikov ali ne tako visokih predstavnikov, kar Planici načeloma ponavadi je, potem ne. Sicer pa organizatorji podeljujemo še kopico drugih nagrad, kar nekaj tega se razdeli. Nazadnje se v Planici je posebno točkovanje za Planica 7, torej 7 tekmovalnih serij, in zanesljivo bo Peter tudi eden izmed tistih, ki bo med podeljevalci najverjetneje enemu izmed svoje družine. Absolutno. Nepotizem. Lahko bi tako rekli, ja. Ne smemo tega tako gledati. Tudi posebna čast tako za torej brata ali sestro, pa seveda za Petra, če bo imel to možnost, in verjamem, da se bo to tudi uresničilo. Kako velik je organizacijski zalogaj ženski polet? Sedaj res govorimo o nekem zgodovinskem momentu, res prvič se bo to zgodilo, da bodo skakalke poletele tudi na letalnici bratov Gorišek. Ampak ne bojo vse, ne tiste, ki jim dovolijo. 15 najboljših, to je finale svetovnega pokala. Seveda se na to skrbno pripravljamo. Že sama umeščenost te ženske tekme v planiški vikend, v planiški teden je bil poseben zalogaj. Poštevati je seveda bilo potrebno predvsem seveda vse varnostne dejavnike, pa seveda potem kako se giba veter, kakšno bo vreme lahko v Planici, tudi do tega, da seveda jim omogočimo, da tudi one uživajo in dosegajo kar čim daljše poletje. Ampak kot rečeno, da se dobro počutijo in da so varne. To je predpogoj za to, da bomo lahko priča tistemu preomenjenemu. Se organizacija drži, ker karte in vse, s čimer smo obkroženi, se drži. Ja, zanesljivo je to popolnoma drugačne dimenzije, predvsem, če primerjamo čas pred covidom in čas po covidu. To obdobje je povzročilo velike spremembe, ne samo pri potrošniških navadah, ampak predvsem pri tem, da rečem, finančnem vidiku organizacije prireditev. Žal bom rekel, kajti ko smo se že navadili, da smo lahko na neke daljše obdobje načrtovali, tudi ta finančni vidik, ki je seveda skrit v ozadju, ampak ne nazadnje zelo, zelo pomemben, kajti dogodki, športne prireditve, ki jih ustvarjamo seveda v prvi vrsti za gledalce, tako tiste pred televizijskimi ekrani, kot tiste na samem prizorišču, ki nas prijo pogledati v živo, ampak izkupiček oziroma presežek, kadar se ustvari, je seveda namenjen nazaj športu. In COVID je povzročil to, da sedaj moramo te proračune na novo usklajevati, balansirati iz leta v leto. Ampak če gremo na nek optimum gledalcev tako v Planici, v Kranjski Gori
gor in tako naprej. Je vse to finančno zdržno in ostane še nekaj za kakšno leto, če bi bilo slabo vreme, če se karkoli zalomi? Planica, kot rečeno, je manj imuna na ta nihanja, kajti tudi seveda proračuni so višji, medtem ko tako predvsem ženska tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori je bila kar 3 leta na udaru po selitvi iz Maribora, ko smo morali nekako stabilizirati poslovanje okrog tega tekmovanja. Tudi moška tekma nekako ne izkazuje tistih presežkov, kot bi si jih najbrž vsi skupaj želeli. Morda z iskanjem nekih sinergij v naslednjih letih bo to lažje, seveda pa predvsem z zelo racionalnim in smotrnim poslovanjem, zato da bo čim več ostalo slovenskem smučanju, slovenski smučariji, ne nazadnje tudi skakalcem, ko govorimo o Planici ali v Ljubnem. Torej zdaj uradno, stara pogodba, ki je veljala tudi za Zlato lisico, je zdaj po 8 letih prekinjena in zdaj imate novo pogodbo, s katero štartate novo zgodbo. Torej letošnja sezona je zadnja sezona, ki skozi katero se zaključuje zadnje 8-letno obdobje. Na vidiku so nove pogodbene vrednosti z Mednarodno smučarsko zvezo, ki je vmes seveda tudi tako imenovano centralizirala trženje medijskih pravic in na tej novi osnovi se bo pripravljalo dogodke v naslednji sezoni in naprej. A je še kje v svetovnem pokalu smučanju, da smučajo moški in ženske na isti progi? Prav zares ne. Včasih se to zgodi na kakšnem od final. Pač jako združijo to. Zanesljivo pa je to edina proga, kjer dobesedno na enaki progi, sicer z nekoliko nižjim štartom pri ženskah kot pri moških, tekmujejo skupaj ženske in moški. Zato tudi letošnji slogan Moč žensk, neustavljiva zabava, s katerim smo želeli pokazati, da si ženske zaslužijo to pozornost, kajti tekmujejo na eni najtežjih prog svetovnega pokala in tekmujejo na isti progi, kot tekmujejo tudi njihovi kolegi moški. Ok, imeli smo fajn snežno odejo, ki jo pobira, ker je tudi po noči, v glavnem v zadnjih dneh smo videli oblačno, čez dan visoke temperature, boste zdržali? Že osnova v Kranjski Gori je bila že za žensko tekmo res zelo, zelo dobro pripravljena. Mislimo, da je to tudi tisto, kar bo, zaradi česar bo sedaj ta podlaga in seveda zaradi vseh prizadevnih delavcev, ki vsak dan sedaj bedijo nad progo, da bo zdržala tudi ta vikend moške tekmovalce. Kdo kupuje največ kart za Planico? Katera država, poleg Slovenije? V tem trenutku Poljska. Poljska, ok. Poljska, potem pa sosednje države, Nemčija, Avstrija, tam, kjer je tradicija teh zimskih športov oziroma nordijskih športov velika, seveda tudi Skandinavija, predvsem Norveška, nekoliko manj v letošnjem letu, kajti to se jim prekriva z nekimi njihovimi prazniki, ki se povlečejo potem v veliko noč, ampak sicer pa tradicionalno dobri obiskovalci. Ni to rivalstvo, ki imajo Vikersund in potem nočejo podpirati Planice? Ja, vedno je malo rivalstva, zdravega rivalstva, seveda praktično na svetu so samo 4 letalnice za smučarske polete, torej poleg norveškega Vikersunda, že omenjenega Oberstdorf v Nemčiji in Kulm v Avstriji, kjer se Domen v tej nedelji dosegel rekord te letalnice in pa seveda Planica. Vsi se med sabo zelo dobro poznamo, sodelujemo tudi v posebnem združenju tako imenih letalničarjev, poskušamo tudi vedno bolj vplivati na razvoj, na prihodnji razvoj smučarskih poletov, kajti smučarski poleti so na nek način nakazujejo tudi trend za smučarske skoke. Pa še en menik je podarilo Domen, je vstopil v družino tistih, ki imajo zmage na vseh letalnicah. Tako, in zdaj ga čaka samo še en rekord. Zdaj, ne vem, kdaj imamo finalni datum za razširitev oziroma podaljšanje planiške letalnice? Pravzaprav ta datum zares ni formaliziran, je pa naša želja, tudi želja Nordijskega centra Planica, ki je formalni investitor, torej država pravzaprav, ki je investitor v ta objekt. To pa je, torej, ker bo Planica v sezoni 2028 gostila svetovno prvenstvo v poletih, si želimo, da bi bilo to prvenstvo premierno na že povečani letalnici. Torej že čez 2 leti. Tako. Že čez 2 leti. To se kar zacahnete datum. Ja, kje pa vidiš na kratko Planico čez 10 let? Še vedno ena vodilnih, torej zanesljivo v Planici geografsko gledano, ampak kot ena tistih
tistih prizorišč, ki še vedno narekuje trende razvoja, kajti, kot je rekel že pokojni Janez Gorišek, razvoj se nikoli ne sme zaustaviti in le tako se lahko ta tradicija več desetletna nadaljuje tudi v prihodnje. Seveda, v 10 letih bomo najverjetneje, vsaj upamo tako, že pri daljavah 270, 275, morda 300 kakšen meter več. Ja, Veš, kaj bi še vprašal? Nisem imel nikoli možnosti vprašati tisti, ki so v planici. Kako se podaljša skakalnica? Se to poglobi, se naredi daljši hrib, da je več metrov? Vsaka letalnica, vsak objekt ima seveda nekakšne svoje specifike. Ja. Seveda, kako je položen, kako je udelan v neko zemljino, v nek teren, ki je že naravna danost. Seveda, načrtovanje, ki v ravno teh tednih, mesecih poteka v planici, predvideva nekolikšno skrajšanje zaletne mize, sprememba naklona zaletne mize in pa seveda delna poglobitev samega doskočišča in pa seveda nujno potrebni posegi v samo doskočišče in pa seveda v radius, zato da se kar čim bolj teren, podoba, oblika terena približa sodobnim skokom skakalcev oziroma poletom skakalcev. Torej nam hočeš povedati, da bo planica dobila še lepšo tribuno za spremljanje poletov in skokov? V tem trenutku so še neke 3 variante. Ja. Težko že napovemo, koliko in kaj, ampak to je tudi ena od možnih variant. Bo še lepši auditorij mogoče, ne? Da, tega bi si tudi mi želeli, ne vemo pa, če bo to izvedljivo. Tako. V tvojem dolgoletnem delu pri organizaciji dogodkov, teh, ki jih spremlja cel svet, se je zgodila vmes kakšna bizarka, kaj, kar rad poveš na kakšnem pikniku, kar bi mogoče zdaj delil tudi z nami? Teh zgodb je veliko, kakšna res zelo, zelo bizarna. Bom moral malo pomisliti, pa morda v naslednji pauzi, če bo še čas za to, jo pripravim, da bo res slišati dobro. Zgodb, ki bi morda nekoga zvenele bizarne, jih je bilo najbrž toliko, da se nam že več ne zdijo nič posebnega. Mislim, tebi ne kot organizator, ki si te s tem živiš, ampak nama dvema recimo meni že to bizarno, da nekdo leti 250 metrov. Ja. Ampak pohvalno bizarno, no? Kot rečeno, razmislim pa jo delim. Kakšna realnost je, da gostimo spet znova svetovno prvenstvo v nordijskem? Ja, seveda, s planico kandidiramo torej za svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah oziroma v nordijskem smučanju za leto 2031. Odločitev bo padla letos junija na kongresu Mednarodne smučarske zveze. Verjamemo, da so možnosti dobre, ne nazadnje odločitev pa bo v rokah predsedstva mednarodne oziroma tako imenovanega sveta Mednarodne smučarske zveze, ki bo o tem odločal. Torej, kaj se je kaj sočnega zgodilo skozi leta? Na vseh teh prizoriščih. Bo toliko sočna, da bo primerna za radijski eter, bo pa še iz biatlonskih logov, kjer sem dolga leta upravljal tudi vlogo generalnega sekretarja na tekmovanjih na Pokljuki. Ampak med tem leta 2012 mislim, da je bilo v jedru svetovnega biatlona v Meki, v nemškem Ruhpoldingu, ki res na nek način pooseblja biatlon, je potekalo svetovno prvenstvo. Seveda so Nemci bili eni glavnih favoritov in tudi pričakovanje je bilo visoko, da bodo pobrali vsa prva mesta, vse pravzaprav stopničke celo. No, takrat se je zgodilo, da je Jakov Fak, ki je nekaj let predtem prestopil v slovensko reprezentanco, pravzaprav postal svetovni prvak. Slovenska mešana štafeta pa je smo postali podprvaki. No in po podelitvi, ki je potekala v tem tako imenovanem parku zmagovalcem v središču Ruhpoldinga, ko se je okronali Jakova Faka in ga pospremili v enega od sponzorskih vozil, ki je čakalo zmagovalce, da jih popelje nazaj do hotelov, je v enem od teh vozil sedel šofer, ki je bil pravzaprav najet iz Slovenije. Ja. In ravno on je imel to čas, da je popeljal Jakova Faka. Seveda je tudi on nekoliko presegel protokol, odprl sončno streho v res impozantni limuzini. Jakov se je povzpel skozi streho, zavihtel svojo kolajno in preko pešcone Ruhpoldinga
med razjarjene nemške navijače smo se odpeljali s to limuzino in zlato kolajno v rokah oziroma okrog vratu skozi to jedro nemškega biatlona, skozi Meko. Seveda več kot razočaranih navijačev. Posebno zadoščenje, najbrž takrat tako za Jako, kot tudi za nas, ki smo bili v spremstvu. Kot za šoferja. In seveda šofer, ki si je dal duška in doživel tudi svojih 5 minut slave z Jakom Fakom v vozilu in seveda s tem, ko je lahko to upravil preko in mimo vseh pravil, ki so veljala. In verjetno si marsikater Nemc še vedno to nekje beleži v spominu. Hoče potlačiti, pa verjetno prihaja iz leta v leto. Zdaj obiskuje psihologa. Okay. Ko boš nekoč zaključil to veleorganizacijsko zgodbo na 7 frontah, kaj bi rad, da ljudje rečejo o tvojem delu oziroma kako se te spomnijo? Bom kar povzel besede iz začetka tega našega današnjega pogovora oziroma večernega pogovora. Kot organizatorji dogodkov si vedno želimo, da si zapomnijo naše dogodke ljudje. Delamo jih za njih, bodi si za naročnike, bodi si za gledalce, obiskovalce, udeležence in potem ne si zapomnijo naše delo. Torej po perfektno, kar čim bolje organiziranih dogodkih, ki odzvanjajo še desetletja, ki na nek način pomenijo neke presežke in ki tudi narekujejo trende sodobne organizacije. To je zanesljivo tisto, kar si želi vsak pravi organizator. To je to. Maš kaj bi se vprašal še? Imaš otroka kakšnega? Seveda 3. 3 otroke? Ja. Pa jim ti organiziraš rojstne dneve? Če se le da. Imajo očeta, ki organizira planico? Najmlajši Tom Tristan ima rojstni dan največkrat ravno takrat, ko poteka planica. Torej v koncu marca, tako da je težje to narediti. Ena hči v aprilu in ena v juniju, bolj poletni meseci že, če se le da, seveda da. Jaz z veseljem opozujem tudi druge, ko organizirajo rojstne dneve za moje otroke. Torej, je prav, da damo priložnosti tudi drugim. Pa DJ si bil včasih, ne? Ja, v mladosti seveda. Si vrtel glasbo lepo. Drži. Še primeš za gramofon, v analogni obliki, z vinilnimi ploščami. Imaš kaj poklicne deformacije, da ko greš na nek drugi dogodek, gledaš, kje so napake? Ali bolj gledaš, kaj lahko mi izboljšamo glede na njihovo organizacijo? Hodimo tudi na druge dogodke, izmenjujemo izkušnje, predvsem neke primere dobrih praks in tako naprej. Sicer pa bolj velja tista, tudi železničar ne hodi več na železniško postajo gledati vlakov v svojem prostem času. Smatramo namreč, da vsak dan naj upravlja svoje delo tako, kot ga najbolje zna. Seveda pa, ko je možno, da se pogovorimo o nekih sredinah, predvsem te organizatorji največjih dogodkov, potem z veseljem in rade volje črpamo eden od drugega. Andrej piše, ko stojiš ob robu letalnice in vidiš skakalca, ki se spušča po zaletišču, si v tistem trenutku organizator ali si samo navijač ali se to prepleta? Zanesljivo se prepleta, predvsem pa, ko govorimo sedaj o planici, te ves čas prevzemajo neverjetna čustva. Ponos, zanos, vse tisto, kar verjamem, da tudi vsi Slovenci čutimo do planice. Žal je tako, da ni možno vedno stati ob zaletišču in spremljati tekmovalce, kajti področji in segmentov, ki sodijo nekako v delokrog mene in mojih sodelavcev, je ogromno in največkrat pogledamo to finalno serijo skupaj v spremstvu kakšnih gostov, ki jih imamo, ki jih gostimo v planici. Sicer pa seveda predvsem si želimo, da vsak dan čim bolj mirno mine, če v tem času pade še rekord, pa je še toliko slajše. Povabi še vse na vse, kar nas čaka v tem finišu zime, potem pa imam jaz samo še eno kratko vprašanje. Ja, seveda velja povabilo vsem poslušalkam, poslušalcem celi Sloveniji. Ne vem, če je treba posebej vabiti letos, ampak še toliko bolj, morda ravno zaradi sloganov, ki smo si jih tudi na nek način nadeli. Planica je kraj, kjer se postavljajo rekordi in seveda se piše zgodovina. Ob dosežkih slovenske reprezentance je to še vse toliko bolj res in seveda res toplo vabljeni med 26. in 29. marcem, ko bo vsa Slovenija, verjamem, dihala v planici in s planico. Pa če prijete v Kranjsko goro, tudi ne bo škodilo. Samo še to, a si kdaj štel telefonske klice v tistem tednu, kranjskogorskem ali pa planiškem?
Največkrat čujem predvsem tiste neodgovorjene, kajti na vse res ni možno sproti odgovarjati. Neizmerno jih je od ranega jutra do poznega večera in veliko neprespanih noči, ampak zadovoljstvo ob koncu je toliko večje. Hvala lepa za ta večer, za iskrenost, za energijo, za vse zgodbe iz zakulisja, ki jih običajno ne slišimo. Lepo je slišati namreč človeka, ki za funkcijo skriva tudi srce, vizijo, odgovornost. Želimo ti mirne organizacijske zgodbe, poglavja, polne tribune in še veliko športnih trenutkov, na katere bomo lahko vsi skupaj ponosni. Hvala lepa, hvala za povabilo, pa da se čim večkrat vidimo na naših dogodkih, že kaj kmalu v Planici. Vam, spoštovani, pa če ste del pogovora zamudili ali pa bi ga radi slišali brez glasbenih prekinitev, bo kmalu na voljo na YouTube kanalu Radio 1, na radio1.si in vseh večjih podcast platformah. Tako, lahko noč. To je Radio 1 podcast.